tokrat v občinskem informatorju. Z isto vozovnico smučanje na Mariborskem Pohorju in Jahorini. Znova odprli mitnico na Muti. Silfida, baletna premiera v SNG Maribor. Velika predstava ptic prvič v Vuzenici. Mariborski študentje na Štuku martinovali z modrijani. Na Fali ohranjajo tradicijo gnanja krav. Šport. NK Maribor pokončno na derbi v Ljudskem vrtu. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo z dobro novico za ljubitelje smučanja. Sezonsko vozovnico za Mariborsko Pohorje lahko koristite tudi za smuko na Jahorini in obratno. Predstavniki obeh smučišč so namreč s podpisom zapečatili sodelovanje. Uradni dogovor med Marpromom, skrbnikom Mariborskega Pohorja in Olimpijskim centrom Jahorina pomeni praktično podlago za izmenjavo obiskovalcev obeh smučarskih centrov. Menjajo torej svojo sezonsko za 4 dnevne karte na tistem smučišču in odsmučajo. In mislim, da je to dodatna stimulacija tudi za imetnike sezonskih kart v Mariboru. Enako velja torej tudi za njihove imetnike. Nama je zadovoljstvo da nastavimo, jer smo rekli da ćemo sad otvoriti vrata daljnje saradnje, da turisti dolaze i na Jahorinu da skijaju i da dolaze ovdje na Pohorje i da dođu u Šladbing, da ta 3 centra uvežemo, pa ćemo nastaviti dalje praktično da ovaj region nudi jedan proizvod u zimskom turizmu. Število obiskovalcev, ki bodo tako koristili to ugodnost, ni omejeno. S sporazumom si tako Mariborčani obetajo več povpraševanja za sezonske vozovnice in več turistov v mestu pod Pohorjem. Možnosti so dobre, ker na eni strani Jahorina se zelo posodablja, ima velike kapacitete, dosti snega in tudi naši ljudje radi gredo v kraje bivše skupne države. Pogoj za koriščenje nove ugodnosti pa je, da si morajo ljubitelji smučanja aranžmaje zagotoviti v sklopu ponudbe turistične agencije Martura. Novih zgodb si želijo tudi na Muti. Tam so ponovno odprli mitnico, lokal in turistično atrakcijo ob reki Dravi. Z zabavno animacijo za otroke, peko kostanjev za vse in pokušanjem mladega vina za odrasle so otvoritev oblikovali v dan za vso družino. Ko sem dobila balon, sem šla k mami, pa mi je napiknila, pa sem šla sem, pa bom šla nazaj. Tudi prepevali so, plesali in prisluhnili glasbi. Tako bo odslej, ko so mitnico prevzeli novi upravljalci in jo ponovno odprli za obiskovalce. Čim bolj to upeljevati nove programe, tako da se bo čim bolj na turizmu tudi dogajalo tukaj v mitnici. Tako da bomo skupaj povezali kot mitnico, kot nekdaj že zgodovinsko to ime, kot mitnina, tako da bomo zdaj vse skupaj povezali kot turizem. Revitalizacija mitnice je nova priložnost za dodano vrednost kakovosti bivanja krajanov ter privabljanje gostov in širjenje prepoznavnosti Mute, je ocenil župan. V preteklosti se je vložilo v to mitnico veliko napora, da je lokalna skupnost vložila okrog 500.000 evrov v zadnjih 10 letih v ta objekt, ki je po sami arhitekturi krasen. Še lepše je tu sama okolica, vidute Drave, obronki Kozjanskega tule in mislim, da je lahko en lep nastavek tudi ene turistične promocije, turistične ponudbe. Nadejajo se tako domačih kot gostov iz sosednje Avstrije. Mitnica naj bi postala osrednja postaja na obdravski kolesarski poti, ki jo načrtujejo v prihodnjem letu. Nazaj v Maribor, kjer smo spremljali premiero baleta Silfida. Veliko dvorano SNG Maribor so napolnili ljubitelji enega prvih večjih in svetovno znanih romantičnih baletov. Zgodba o neuresničljivi ljubezni med Vilo Silfido in naivnim škotskim mladeničem Jamesom je tipična za slog konca 18. in začetka 19. stoletja. Prvi jo je zapisal francoski literat Charles Nodier, libreto za balet pa je adaptiral in nekoliko preobrnil Adolf Nori. Kmečkega fanta Jamesa tik pred poroko zapelje Silfida. Radoveden je, hrepeni po ljubezni in se pusti voditi v domišljijski svet. Ta pa ni samo čaroben, ampak sledi tragična šekspirjanska zgodba o mladeniču, ki za ljubezen tvega svoje življenje. James je žrtev lastne zaslepljenosti, Silfida pa nadzemeljsko zapeljiva.
Balet z edinstvenim plesnim slogom v koreografiji Karine Elver predstavlja repertoarno obogatitev programa Mariborskega baleta. Reprizi sta na sporedu v četrtek 16. ter v soboto 18. novembra ob 19:30. Zakaj so ptičji samčki lepši od samičk? Na ta in mnoga druga vprašanja smo dobili odgovore o pogledu velike razstave ptic, ki so jo v Vuzenici pripravili člani Društva za varstvo in vzgojo ptic Koroška. 270 raznovrstnih ptic je prvič čivkalo na razstavi v Vuzenici. Da ljudem prikažemo, kaj gojimo kot gojitelje, ker to se enoletne, kanarčki se enoletne ptice se pol razstavljajo. Rečemo, da to je razstava tu, če 14 dni pa v Medvodah grejo na državno. Kajti ne samo, da jih po svojem okusu ocenjujejo obiskovalci, vseh 270 je bilo na očem sodnikom po predvidenih kriterijih. Imajo vse krimpličke, rečemo, nogice, vse v redu, kako bi rekel, habice, postava. Pa kako so velike, pa tudi velikost ptice mora biti. To je vse določeno, sodniki imajo vse določeno. Neformalno pa je bila razstava namenjena predvsem zvedavim očem odraslih in otrok. Poznamo take ptice, ne? Papige. Za kanarčke sem ne vedel, za ostale, da tu pa še ne. Zanimajo nas ptičke zelo. To ta njihova majhnost pa živahnost pa lepe barve. Pa po zimi, ko pridejo na okno. Tiste, ko živijo pri nam na Pohorju gor. Na razstavi pa so videli pisano paleto kanarčkov, eksotov in očitno najbolj zaželenih papig. Mariborski študentje so martinovali minuli torek. Razširjeni program so pripravili člani študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki so v goste in zagotovilo za zabavo povabili Modrijane. Sveti Martin je mošt spremenil v vin. Študentje so svoj vzorec letine mladega, nagajivega, tudi takšnega, ki dviga razpoloženje, ponudili obiskovalcem. Zbrali so 18 vzorcev, kar je 5 več kot lani. Samo mi to dopade, ker vidimo ne samo tista standardna vina, ki so v trgovinah, pač študenti si lahko svoj izkažejo, to je super zadeva. Mislim, da so letošnja vina boljša kot lani, vsaj po mojem okusu. Tako da očitno ni bila tako slaba letina. Krstili so jo, ji nazdravili, zaigrali in zaprisegli, da bo nova letina krepila duha in telo. Dragi trse, okrepi nas, dragi glaže, okrepi nas. Za razliko od dosedanjih je bilo letošnje martinovanje dvodnevno. Prvi dan je bil namenjen izobraževanju za ljubitele vinogradov. Odločili smo se, da to martinovanje gremo en nivo više in zato smo se odločili še za to predavanje o kulturi pitja vina. Torkov večer pa je bil, kakor običajno, namenjen zabavi do jutranjih ur. Zaigrali so Modrijani, študentje pa so zaplesali. Po Martinovem so se temperature znižale in kmetje so morali pred mrazom umakniti živali na prosti paši. Na Fali sledijo tradicionalnemu običaju. Med gnanjem krav s pašnikov v hlev jih je obiskal Matjaž Kitak. November je in zaključuje se sezona paše krav. Tule na Fali je to običaj, vsako leto jih ženejo 6 km daleč domov na domačijo, kjer jih potem prezimijo in potem maja zopet ženejo nazaj na pašo. Kaj več, kako komplicirana, kako zahtevna je ta pot, pa pove gospod Tomaž. To krave pretečejo cirka v pol ure, če je normalno. Včasih pa tudi pride do kakih zapletov, pa malo traja. Na primer, kakšnih? Ja, pobegnejo kaki telički in potem pač moramo to poiskati, zbrati živali in jih potem usmeriti proti domu. Pašna sezona je na Štajerskem daljša kot denimo na Gorenjskem, kjer pa je to vrstno gnanje krav bolj pogosto kot na domačijah pod Pohorjem. V tem našem koncu je to bolj redkost, bolj gorenjskem koncu, ko te višinske planine ženejo, pa tam imajo to tradicijo, pri nas pa je včasih bilo, zdaj pa ne več toliko. Da bi bila pot čim bolj učinkovita, se zbere okoli 15 domačinov. Tudi prijatelji kdaj priskočijo na pomoč. Večino dela pa si razdelijo družinski člani. Ko so na paši, moramo vsako toliko časa priti pogledati, pač da jih podamo na drugi pašnik, da hrane pa vodo ne izgubijo, ker moramo vedno vodo pripeljati. Včasih grem pač zatem, ko smo doma, grem v štali, pa pač jim tam seno pa to dam.
Nekoč so to počele naše babice in dedki, danes pa ohranjajo njihovo tradicijo. Vijoličasti NK Maribor so pred novo preizkušnjo. Potem, ko so pred nekaj dnevi v gosteh izgubili proti Olimpiji, zdaj večne rivale gostijo v domačem Ljudskem vrtu. Trener Darko Milanič v pričakovanju petkovega večnega derbija poudarja, da so vsi mariborski nogometaši heroji pred in po derbiju. Vijoličasti bodo po sobotnem porazu tako rekoč dobili novo priložnost za zmago proti Olimpiji na domačih tleh. Njihov strateg je na današnji novinarski konferenci uvodoma poudaril, da priprave potekajo po ustaljenem ritmu in da moštvo že nestrpno pričakuje petkov obračun. To je derbi in tu bomo dali res vse od sebe. Tako Olimpija kot Maribor sta z istim izkupičkom izenačena na vrhu lestvice, zato bo petkov derbi štel dvojno. Zdaj prvenstvo, v pokalu smo doživeli poraz, kar ni dobrodošlo, ampak vseeno nas je pa malo streznilo in mislim, da bo to čisto drugačna tekma. Če do zdaj nismo pokazali, da so vsi fantje heroji, potem ne vem, kaj bi morali narediti, kam bi morali splezati, jasno, kamor splezati, da boš heroj. Ne glede na to, da bomo tu pa tamkajšnjo tekmo tudi izgubili, zame so heroji in se bom močno potrudil skupaj z njimi, da bojo heroji tudi v bodoče. Kakšen bo razplet, pa bodo Vijoličasti dokazali v soboto v Ljudskem vrtu ob 20:20. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta petek bodo slovenski šolarji, pa tudi otroci v vrtcih, jedli tradicionalni slovenski zajtrk. Morda si ga lahko privoščite tudi vi. Ta petek ob 20. lahko navijate na dvoboju v futsalu. Vijoličasti Futurenet v dvorani Tabor gostijo KMN Benedikt. Ker se bliža prva adventna nedelja, pa naj vas opomnimo, da so najlepši okraski tisti, ki jih izdelate sami. Takšno delavnico tudi letos pripravljajo v gasilskem domu na Smolniku, to soboto ob 10. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje!